rečem, da nismo še začeli, ne? Da zdaj počasi začnemo. Dober večer, dobrodošli na večeru, na pogovornem večeru v sklopu serije pogovorov z nevladnimi organizacijami in današnji pogovor je drugi od 7. Prvikrat smo se dobili v novembru, takrat smo gostili Inštitut 8. marec. Ti pogovori potekajo v okviru projekta Koroška demokratična postaja, katerega namen je opolnomočenje v najširšem smislu in je podprt s strani programa Active Citizens Fund v Sloveniji. V sklopu ciklusa predstavljamo nevladne organizacije, ki jim je skupno, da delujejo na nacionalni ravni in da se ukvarjajo s krepitvijo socialne države ali želijo ustvarjati pravičnejšo družbo. Torej, ukvarjajo se s temami in področji, ki so v primerjavi z ostalimi nevladnimi organizacijami, na primer gasilci, Karitas, SOS, Telefon, ta področja so teh organizacij, ki jih mi predstavljamo, so manj oprijemljiva in zato tudi v družbi večkrat težko razumljena. Zaradi tega mi želimo preko pogovorov izpostaviti tudi te organizacije in da si lahko vsak posameznik potem ustvari mnenje o tem, ali so takšne organizacije potrebne ter kakšen je njihov doprinos v družbi. Na prvem mestu pa dajmo spoznati, kaj so nevladne organizacije. NVO je to kratica v slovenščini, v angleščini NGO in večkrat bom v tem pogovoru kar uporabila te bolj kratice, ne, da bom hitreje stekla beseda. Če pogledamo zakon o nevladnih organizacijah, lahko tam preberemo, da je njihov namen, da prispevajo k družbeni blaginji, kohezivnosti, solidarnosti, demokratični pluralnosti in trajnostno naravnanemu razvoju. In če gremo še dalje, pravi ta zakon, da je nevladna organizacija takšna organizacija, ki izpolnjuje naslednje pogoje. Je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ustanovile so jo izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava, je nepridobitna, neprofitna, je neodvisna od drugih subjektov, ni organizirana kot politična stranka, cerkev ali druga verska skupnost, sindikat ali zbornica. V nadaljevanju zakona je specificirano tudi, da NVO sicer lahko opravlja tržno dejavnost, a jo lahko upravlja na način, da mora ta dobiček razporediti za svojo registrirano dejavnost. Torej, ne more deliti dobička med člane, niti med upravne organe, ampak v projektu znotraj dejavnosti, ki jo upravljajo. Nevladna organizacija lahko prejme tudi statut nevladne organizacije v javnem interesu in sicer na določenem področju, na katerem pač deluje. In če na tem določenem področju presega interese njenih ustanoviteljev in članov in je njeno delovanje splošno koristno za celotno družbo. Torej gre za neko uradno prepoznanje strani pristojnega ministrstva in v praksi se to kaže v tem, da imajo takšne NVO, ki pridobijo takšen status, določene ugodnosti. Lahko jim prinaša prednosti pri javnih razpisih, možnost prejetja donacije 1% dohodnine, oprostitev določenih taks, možnost brezplačne uporabe prostorov in druge. Status pa je treba obnavljati vsaki 2 leti, tako da ni enkrat in za vselej. Tudi današnji sogovornici prihajate iz nevladne organizacije, ki ima takšen status že vrsto let. Z nami sta direktorica ustanove Umanotere, Gaja Brecelj ter Nika Tavčar. Nika Tavčar pa je namestnica direktorice ter vodja projektov. Dobro večer obema. Dobro večer tudi vsem, ki ste danes tukaj. V bistvu bomo kar začeli z vprašanji. Imamo cel spisek vprašanj. Imamo velikokrat takšnih gostov iz Ljubljane. Tako, da bi morda ujela sem na vaši spletni strani enih takih par besed, na primer svetilnik praks trajnostnega razvoja, pobudniki potrebnih sprememb, globalna zavest, drznost, svoboda odločanja in delovanje, sodelovanje, učinkovitost, alternativna moč razmišljanja, ozaveščanje in razvoj novih družbenih vrednot in struktur, strateško mreženje vladnih, nevladnih in gospodarskih akterjev ter učinkovita izvedba zastavljenih ciljev in projektov. Vse to je Umanotera. To sem pobrala in sem jaz tako, da najbrž en zelo koncentrat tega, kar vi počnete.
So pa drugače Društvo Monetara z nami že 30 let. Začeli so tam leta 1995 in je ena najstarejših nevladnih organizacij v Sloveniji, delujočih na področju okoljskih tem. Vaša pot se je začela leta 1995 s prvim projektom Agenda 21 za Slovenijo, v okviru katere ste želeli oblikovati pozitivno vizijo razvoja v obdobju tranzicije, ko se naša država ni približevala modelu trajnosti, temveč se je začela od njega oddaljevati. In rada bi se sem popravila, da ste ustanovano društvo. Ja, če ne bi jaz. Morda lahko tudi poveste takšno, zakaj ste se odločili za ta tip, to obliko nevladne organizacije. Ampak moje vprašanje pa je, kako ste pričeli, pa če so bili ti vzgibi, ki so bili na začetku prisotni, da ste ustanovili Umanotero, so še zmeraj isti ali se kaj spremenilo pri tem? Ja, hvala in lepo pozdravljeni, hvala za vabilo. Mene pri začetkih ni bilo zraven. To je bilo leta 1994, jaz sem bila takrat stara 14 let. Ampak sem pa že skoraj 20 let pri Umanoteri, tako da imam še vsem zgodovinski spomin. In v bistvu, to je bilo kmalu po osamosvojitvi Slovenije in to je sledilo enemu zelo pomembnemu svetovnemu dogodku. Leta 1992 je bil ta slavni vrh v Rio de Janeiro, skratka trajnostni vrh. In takrat v bistvu se je prvič vzpostavili in sploh, bomo rekla, spregledali in pripoznali, da so neke planetarne meje in seveda, da jih moramo upoštevati, če želimo kot človeštvo preživeti. In takrat so sprejeli zelo znani dokument Agenda 21. To je bilo na globalni ravni in je bil pač pomemben mejnik. Potem je pa ustanoviteljica Umanotere, torej Vida Ogorelec, takrat leta 1994, ko je bila ustanovljena v bistvu Umanotera, želela to agendo, to je bil tak prvi projekt, ki kot omenjeno, preslikati na lokalno raven, zato ker lokalne specifike niso enake na vseh končkih sveta in kaj agenda pomeni v slovenskem kontekstu. Tako da v tem smislu je bila primat vzpostavljanje razumevanja pač nekih okoljskih meja, naravnih virov, trajnostnega razvoja. Takrat ni bilo veliko nevladnih organizacij iz tega področja, sploh ne. Na splošno jih ni. Na splošno jih ni bilo, ampak tradicija, če pogledamo pač odkot izhajamo iz naše bivše države, so bila športna društva, so bila kulturna društva, na področju okolja pa ne. In mogoče sam še to omenim, da si Umanotera že od začetka prizadevala in še zdaj, da čeprav imamo status delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja, da ni naša pozicija varovanje okolja, pač pa bolj razvojni vidik. Se pravi, razumemo trajnostni razvoj, da je treba vsakršni razvoj, naj bo to gospodarski, družbeni, kakršnikoli, zasnovati na način, da bo okoljsko vzdržen. To se pravi ta progresivni vidik, ne pa ta defenzivni, da pač šele nekaj varujemo potem, ko se že zgodi, recimo, onesnaženost zraka, vode in tako naprej. Tako da je v bistvu malo drugačen način potem gledanja in seveda posledično tudi delovanja. Hvala. Morda kar od tod dalje. V kakšnem odnosu ste do definicije nevladne organizacije kot nekega mehanizma, ki zagotavlja demokratičnost oziroma mehanizem, ki služi kot nek socialni korektiv tam, kjer država zateji? Ja, v bistvu, jaz globoko verjamem, da nevladne organizacije ne bi smele upravljati naloge socialnega korektiva. Ne bi smele, ko to rečem, mislim, da sistem ne bi smel biti tako naravnan, da ga upravljajo. V trenutnem situaciji je pa to nujno potrebno, ampak problem je, da če to nevladne organizacije upravljajo, se lahko zgodi, da pride oblast, ki pač ustavi financiranje za take programe in zelo pomembne družbene skupine ostanejo brez podpore, ki jo rabijo. In ne more biti to prepuščeno temu. Zato mislim, da je bolj pomembna vloga tista prva, ki ste jo omenili. Skratka, vsaka zdrava demokracija bi morala imeti močno civilno družbo in se mi zdi, da tudi pač
neka zrela oblast in kaj bi rekla, zreli politični voditelji bi jo mogli želeti, zato ker jim kaže, je kot nek watchdog, jim kaže, kaj prihaja iz terena, kakšne so potrebe ljudi, boljši je stik z ljudmi in konec koncev tudi opozarja na napake, ker oblast je lahko mnogokrat pijana od oblasti. Skratka, bi mogli to v bistvu z odprtimi rokami želeti imeti zdravo in močno civilno družbo. Tako da tukaj se mi zdi, da je zelo en tak močen del v tem smislu in zato je ta neodvisnost od oblasti jasno zelo pomembna, kot tudi seveda od gospodarstva, od političnih strank in vse to, kar je v bistvu že tudi v sami definiciji nevladne organizacije omenjeno. Imam že kar naprej v tej smeri civilne družbe. Torej, mislite, kaj menite o tem, je krepitev civilne družbe potrebna, ravno kar se že izrekla o tem. Se vama zdi, da se prostor za delovanje civilne družbe krči in kako s svojimi dejavnostmi prispevate k boljšim pogojem za življenje skupnosti? Bi lahko našteli nekaj morda primerov iz vaših praks, morda kakšne dosežke zadnjih let, na katere so še posebej ponosni? Ja, jaz bi se najprej lep pozdrav že v mojem imenu, bi se direktno navezala na Gajo, kar je že rekla, da je dejansko močna civilna družba znak zdrave demokracije, absolutno. In zdaj nimam tako dolgo zgodovinskega spomina, vsaj delovanja Montere kot Gaja, ampak vseeno je najbrž precej drugače, kot bilo 15 let nazaj. Torej, je to drugače, kot je bilo pod prejšnjo vlado v tem trenutku, ampak to ne pomeni, da je zdaj pa dobro. In ravno danes, v bistvu, preden smo prišli na ta dogodek, sem gledala zakon o normativni dejavnosti, ki vladam nalaga, da je v bistvu vsak predpis 30 dni v javni razpravi. Resolucija, se opravičujem, ja. In trenutna vlada to krši v 64%. Tako pač, ne vem, so določena ministrstva, ki predpisov sploh ne dajo javno razpravo, torej so dejansko sprejeta brez poslušanja kakršnega koli kritičnega glasu. Tako da še vedno nismo tam, kjer bi morali biti, tako da potrebno je še več dela v tej smeri. Zdaj, kako pa v Monotero, oziroma na kakšen način, kateri so naši dosežki, mislim, da je bilo potem vprašanje v tej smeri, Tudi ena stvar je vsekakor, da plasiramo nove teme tudi v prostor. Tako se je naša glavna dejavnost, kakor jaz tudi vidim, ampak mislim tudi, Gaja bi se tukaj strinjala, je komuniciranje znanosti v nekem bolj poljudnem človeškem jeziku oziroma gledanje, katera so zadnja znanstvena dognanja in nekako poskrbeti, da ti trendi pridejo dejansko tudi v naš prostor. To je na ta način neke nove teme odpiramo. Ne vem, primer bi bilo sistemi oskrbe s hrano skozi prizmo podnebja, skozi prizmo okolja. To je tema, o kateri se dejansko zdaj mogoče zadnji 2 leti več govori, ampak Monotera je na tem delala že tako 16, 17, tako vsaj. Vem, da je bil NPR že leta 18, tako da se je na tem že precej delalo, tako da se je neka baza gradila, ki na koncu vodi pač do nekih premikov, tudi mogoče malce širše. Zanimiva stvar mi je bila tudi to, da tudi to odpiranje novih tem, ampak že sami izraz ogljični odtis, to mogoče Gaja malo bolj pove, ko se je Monotera s tem začela ukvarjati, dejansko v slovenščini ni bilo prevoda niti za ogljični odtis, tako da dejansko gre za tlakovanje nove poti, mogoče kakšen uvid tega, ne vem. Takrat je bilo, kako bi zdaj to prevali in možnosti je bilo več in smo se dejansko tudi na jezikoslovce obrnili, kaj bi bilo najbolj ustrezno pri tem, kar smo hoteli s tem povedati. To so take nianse, danes se nam zdi, vsi vemo, smo že 100-krat slišali za to, ampak takrat, ko smo pa s tem začeli, pa ne, in je bilo treba to nekako poimenovati in ni to edini tak primer, ko v bistvu z eno temo greš pač naprej. Ja, in mogoče ena zanimivost, čisto moja osebna, moja zelo dobra prijateljica dela na Evropski komisiji kot prevajalka. In ona meni zelo dostikrat piše, kako pa vi prevajate to pa to. Da pač ona tudi to uporabi, ker je rekla, da dejansko je to način, da na tak način oni pač pride do določenih informacij v Monotera, v tem primeru pač ona mene tudi pozna, ampak je pozicionirana kot neka institucija, ki to lahko pač v prostor da. Tako ja, na tak način tudi.
Potem pomembna vloga in tudi pomembni projekti so povezani vsekakor s povezovanjem, bi jaz rekla. No. Recimo koordiniramo Plan B za Slovenijo, ki je edina mreža okoljskih nevladnih organizacij, 38 organizacij združuje. No. Tako da to je tudi nekaj, kar je izredno pomembno, tudi za močno civilno družbo, da imaš ti toliko organizacij, ki delujejo skupaj znotraj različnih skupin, ampak da se na ta način tudi vpliva na neke politike, ki se sprejemajo, oziroma se skrbi, da se stremi k temu, da bi na neki točki bili v prostoru, kjer je bilo dostojno življenje za vse, znotraj planetarnih meja, seveda. Ne. Tako da ja, ali pa Glas ljudstva je mogoče en tak zelo dober primer povezovanja civilne družbe, torej več kot 100 organizacij, več kot 1000 posameznikov, ne. Spet bi tebe prosila, mogoče, da malo dodaš, ker si bila eden izmed glavnih pobudnikov. No. Ja, mislim, zelo se nam zdi to povezovanje pomembno, zato ker kot posamezna organizacija imamo toliko šibkejši glas in Glas ljudstva se je pač formirala iniciativa v času pred zadnjimi parlamentarnimi volitvami in se nam je zdaj zelo pomembno, da vrnemo nazaj vsebino v ta predvolilni čas, da nam ne obljubijo lahko glih česarkoli in da volivci ne rečejo in volivke ne rečejo, saj so vsi isti. In to je bila glih ideja zadaj, da govorimo o vsebini in da se morajo kandidatke in kandidati izjasniti o družbeno pomembnih vsebinah, zelo nedvoumno, zato da grejo ljudje voliti glede na njihove, ne glede na to, kakšen družbeni razvoj si pač predstavljajo. Tako da v tem smislu to povezovanje in aktivnosti, ki so pa iz tega zrasle in zdaj to delamo monitoring, glede na njihove obljube, tako da je tukaj v bistvu en kup strokovnega dela, je nekako radi bi spodbudili več participatorne demokracije med ljudmi. Še daleč smo od tega in tudi mi samo en delček v mozaiku tukaj lahko upravimo, ampak definitivno lahko to boljše upravimo, če se povezujemo, ne pa pač kot posamezne entitete. In tukaj smo združeni zelo različni, daleč od tega, da bi bili samo okoljaši, ampak človekove pravice, kultura, mediji, zdravstvo. Mogoče tako, mislim, tako gre res precej širše od okoljskih vidikov, že ta kampanja za javno zdravstvo, ki je evidentno zelo na mestu v tem trenutku, je nekaj, kjer pač humanitar aktivno sodeluje, tudi na tak način. Tako da Tako, ampak mogoče najbolj ta ključna stvar je pa zagovorništvo. Mogoče, mislim, skratka, mi vidimo, da največ stvari lahko rešimo na način, da se sistemsko spremenijo. To se pravi, tukaj vidimo, da ne bomo šli vsakega posameznika prepraševati, a bi ti zdaj to naredil ali ne bi, ampak da skratka sistem mora funkcionirati na način, da bo to okoljsko vzdržno. Primer, ki ga dostikrat dam, je, enih stvari pač ne bomo čakali, da se bo življenjski slog spremenil, ker nimamo več toliko časa. In to pomeni, da tako kakor je, takrat smo se mogli vsi kar naenkrat zapeti s pasom v avto, se spomnim, koliko revolta je bilo, ker so vsi takrat v luft skočili, pa kdo bo zdaj meni to govoril, ampak to je zato, ker to rešuje življenja. In to je enako. To rešuje življenja in nevzdržen sistem imamo potrošnje, nevzdržen sistem mobilnosti imamo in tako oskrbe s hrano tudi. In pač to je treba spremeniti in to se nujno mora narediti na sistemskem nivoju. Ker če se to dela na individualnem, prvo kot prvo nimamo dovolj časa, ker se bo pač podnebje sesulo prej, drugo kot drugo pa je to zelo spet to kapitalistično prenašanje odgovornosti in krivde na vsakega izmed nas, kar je v bistvu hinavsko, ker sistem te ukaluplja v to smer, zraven ti pa reče, ampak v bistvu pa tako naredi. Ne vem, 1000 reklam imaš lahko na cesti, ki ti govorijo kupuj, 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 potem ti pa na vest ne trkajo, v bistvu pa bodi zeleni potrošnik ali pa nekaj, to ne gre. Ja, mogoče samo, če se na to navežem, ravno to se mi zdi, da vseeno humanitarji precej delamo na tem sistemskem okolju, ker dejansko mi ne moramo pričakovati od ljudi, da bomo najbolj trajnostni, če nimamo okolja. Takega, ki bi nam to omogočal. Torej, to pomeni, jaz drugačem iz Novega mesta, pač jaz dejansko, da bi prišla z vlakom iz Novega mesta do Ljubljane, pač 2 ure bi trajalo. Tako, ne vem, ko sem v tujini živela, je bil pač tako, taka razdalja bi bilo, ne vem, pol ure. Tako, vsi so hodili z vlakom, to je to sistemsko okolje, ki dejansko bi moglo nam omogočati, da smo bolj trajnostni. In to je dejansko tudi naloga vlad, ki so nenazadnje na oblasti, v tistih trenutkih, kakšne politike sprejemajo.
Ali bojo take politike, da bojo podpirale ekološko pridelavo hrane, da bodo omogočile, da je ekološka hrana v trgovini cenejša, ali bodo dovoljevale, no, da pač so ti absurdi v cenah dogajajo, ne, pač, ko je hrana uvožena iz Peruja, 3-krat cenejša kot nekaj, ki je pridelano tukaj, oziroma itak je večina itak izvoženega iz Slovenije. Ne. Tako da take stvari, ne, te, da bi nam to omogočene na zadnje. Ne. Seveda bo treba nekaj spremeniti na ravni posameznika, tega se zavedamo, živeti bomo mogli drugače, pa vendar moramo imeti okolje, ki nam to tudi omogoča. Ne. To gre z roko v roki. Eno brez drugega ne gre, dejansko. Tako da zelo radi, ker to delo s politikami je zelo tako mukotrpno in dolgoročno in velikrat ne uspemo in se moramo truditi naprej, ni toliko motivirajoče. Po drugi strani pa velikrat radi izbiramo dobre prakse, ne? Ali so to občine, podjetja, karkoli različnih oblik. In nam je to tudi ena metoda, kako v bistvu spodbujamo spremembe, da jih identificiramo, strokovno delamo in potem res probamo spromovirati na način, da kako jim je uspelo, ne, s koraki. Zato, da se potem ta dobra praksa čim bolj preslika po drugih koncih po Sloveniji. Ker velikrat je to, to se ne da, ne, pa kaj vi govorite, pa v resnici obstajajo ljudje, ne, in institucije, ki to znajo. In lahko koga drugega naučijo, kako se to naredi. Tako da dobre prakse so nam pa en tak inspirativen delček našega dela. Odlično. Mi je ostalo zdaj odzvanja ta strokovnost, znanstveni pristop, to je nekako vaš način, prek katerega se lotite določene teme, ne? Zmeri iznajdete oziroma iščete poti, da bi prek tega nekega znanstvenega, ne? Vam kdaj zmanjka, mora takšne podlage, jo rabite ali jo najdete to? Zdaj ne zmanjka več. V bistvu preveč imamo celo znanstvenih podatkov ves čas. 15 let nazaj je bilo mogoče težje kaj, ne? Zdaj pa res toliko tega in ta znanstveni konsens je tukaj že toliko velik, da ni problema. Ne? Je težko brati, so težko branje, ampak je pa zelo nedvomna tukaj znanost. Ste omenili sistemsko delovanje, ne, zagotoviti okolje, v katerem se lahko zgodi neko trajnostno delovanje občanov, državljanov. In vi delujete ne samo na nacionalnem nivoju, ampak tudi na evropskem nivoju. Veliko slišimo o evropskih volitvah, ampak meni se zdi, da smo, ne vem, gledano z mojega vidika ali pa ne vem, saj moje skupnosti nekako daleč se zdijo za nas, oziroma se ne počutimo nagovorjeni, da bi lahko se o teh volitvah ali opredelili, ali pa se nam zdi, da so izven našega dosega, da bi lahko kakorkoli vplivali na njih in potem nekako tu se že potem kar konča. Ampak vseeno, lahko morda vi, da poveste, na kakšen način lahko kot civilna družba vplivamo tudi na evropsko politiko, to je v bistvu tudi del vašega poslanstva, ne? Ja, v bistvu prej, ki je bilo že vprašanje tudi na čem delamo, ne, mi se tudi odzivamo na aktualnosti, ki vodijo jasno do neke bolj trajnostne družbe na takšen ali drugačen način. Evropske volitve so nekaj, na kar smo se odzvali in tudi imamo en projekt tega področja. In dejansko civilna družba oziroma vsi lahko nekaj naredimo s tem. Mislim, največ je, da gremo volit. To je najpomembnejše. Ne? To bi rekla, da je najmanj. Ja, v bistvu najmanj, ja, tako mogoče res. Ja, to je res, ja, mogoče boljše. Pa še več. Ja, in dejansko je vsak glas pomemben. Ne vem, zdaj se, mislim, tako, mogoče se ne ve toliko, ampak 80% zakonodaje s področja okolja je sprejeta na ravni EU. Torej, je res pomembno, Slovenija bi bila totalno drugačna na okoljskem področju, zagotovo, če ne bi bili članica EU. Ne? In je res pomembno, kdo sedi v parlamentu in potem potrjuje te zakone, ker pač poleg parlamenta ima še svet, ki potrjuje, ampak parlament je pa nekaj, kar bomo pa mi junija izvoljevali, torej kdo bo tam, kdo bo predstavnik Slovenije. Ne? In je res, tudi ko se gleda podatke o teh zadnjih, kaj se je sprejemalo oziroma kaj se sprejema, gre tako kar za hude bitke, no, tako mislim, za par deset glasov, ne. Tako da res je pomembno, koga tudi Slovenija tja pošlje, ne, na zadnje, no, da je naš predstavnik. Zdaj v Manoteri en način, kako smo se tudi lotili tega, na kakšen način bi ljudi spodbudili, da je pomembno iti tudi na volitve. En način je, da delamo tudi, pripravljamo vizijo bolj trajnostne družbe leta 2050, ker smo nekako videli, da
pogosto, vedno mi govorijo, kako bi pač mi tja prišli, ampak ljudje si ne znajo ravno predstavljati, kaj to sploh je, kje pa tam je, oziroma kaj tam je. Ne? In je ravno to ideja, da se prikaže, da tam je v bistvu prav fajn, oziroma bomo živeli bolj vsi. Tako, mogoče kakšni milijarderji, milijonarji malo slabšno. Ampak to je, jaz mislim, da bi, ja, tako mislim, da me je zelo močno meni tudi o tem, je to res slabše, ali ne? Ampak no, ideja je ravno to, da se prikaže na vseh področjih, da bo življenje, če je res bolj trajnostna družba, torej ta omogoča dostojno življenje dejansko za vse, družba, v kateri je pač javno razkošje in zasebna zadostnost, no, to je en izraz od Monbiotja, torej, da je dejansko vsega ravno dovolj za vse, ne? Torej, da nimajo graščine zasebnih vrtov, ki so bogati z ne vem čim, ampak da so to javni parki, ne? Kjer uživamo lahko vsi, da imaš javni prevoz, ki je hiter, ki je udoben, ki ga ljudje uporabljajo v veliki meri. Da, ne vem, meni osebno, recimo bolj trajnostna družba, v kateri grem jaz tako s kolesom v službo in se čez park peljem, ne vem, tako, da ne rabim iti v mesto in za nekim tovornjakom biciklati in tako, ne vem, ali me bo še zbil kdo na koncu, no. Take vidiki, in to je bolj trajnostna družba, ker je življenje nazadnje tudi lažje za vse. Tako, precej manj naporno, z veliko vidikov, no. Ja, mogoče bi sam še dodala prav kontekst teh evropskih volitev, ne. Zdaj, ena izmed teh močnih linij populističnih je, da je zeleni prehod slab, da bo veliko ljudi v bistvu opeharil in da pravzaprav se moramo proti temu boriti, ne. To se dogaja na evropskem nivoju in to desne stranke so zelo močno pograbile in so tudi napovedale, ne, da bo to ena izmed njihovih ključnih linij. To vidimo tudi pri nas, ne nazadnje smo imeli sklicano ravno kar sejo z naslovom Ustavimo norosti zelenega prehoda. In v bistvu, ne, kar se dogaja, je to, da moramo priznati, ne, da Evropa tukaj kot celina je najbolj progresivna celina s sprejetim Evropskim zelenim dogovorom. Ne rečem, da je zadosten, ker ni, ampak je pa najbolj ambiciozen do vseh celin. In če je v bistvu to barko, ne, iz katere hočejo izstopati, populistična struja, obrnemo, smo izgubili še kakršnokoli šanso. Ne. Zdaj gremo vsaj približno pravo smer, pa ne dovolj hiter, če gremo pa v drugo smer, pa to vse spremeni. In ugotovili so seveda, da je to zelo dober način za nagovarjanje množic. Imeli bojo pač 3 teme, ne, norost zelenega prehoda je ena izmed njih. Zato, ker lahko rečejo, lejte, ne, zaradi zelenega prehoda so šli stroški za ogrevanje gor, zaradi zelenega prehoda, ne vem, se dogaja marsikaj. In izkoristili so tudi kmete, ne, da zdaj množično protestirajo po Evropi, tudi pri nas, na način, ne, da se prikazuje, da pravzaprav se to dogaja zaradi pravil zelenega prehoda. Ne. Kar je na nek način velika manipulacija. Ne želim pa reči, da veliko kmetov ni v stiski, ker so v stiski, ker se jih stiska močno za ne sploh velike korporacije, ampak pač te trgovske verige, ki so itak, ne vem, par jih je samo v vsaki državi, ki ima v lasti veliko večino in jih močno stiskajo. Tako da v tem smislu niso v dobri poziciji, ampak vsak kmet, ki želi delovati na dolgi rok, razume, da ohranjeno okolje in naravni viri mu omogočajo, da bo prosperiral na dolgi rok. Da brez tega ne gre. Tako da kmetje razumejo to povezanost. Ampak zdaj se to dogaja in to bo se zdaj dogajalo vse do volitev. Zelo močno se bo to dogajalo in je zelo pomembno, da znamo sporočiti, da to ni zaradi zelenega prehoda kot takega, da v bistvu druge pravzaprav možnosti ni. Ker mislim, da tudi vsi obenem razumemo, da imamo vedno več ekstremnih vremenskih dogodkov, da smo imeli ravno kar največje poplave v zgodovini Slovenije, leto predtem največje požare v zgodovini Slovenije. Skratka, občutimo zdaj podnebne spremembe in ljudje ne morejo več tega ignorirati. 10 let nazaj smo še lahko gledali ene grafe, ki jih je nekdo pokazal, pa so bili iz konteksta vzeti, pa je bilo lažje to verjeti. Tako da tukaj se mi zdi, da bo kar ena močna bitka in je zelo pomembno, da o tem spregovorimo. Da se pogovarjamo o tem, ker sicer bo zelo enostavno. In edini način, na katerega politika mora odreagirati, je to, da je ta podnebni prehod pravičen, ne, da ne pusti za sabo tistih delavcev, ki bodo izgubili službo, zato ker ne bodo imeli več recimo termoelektrarne, v kateri bodo delali, ali pa naprimer, da bojo seveda bogati še zmeraj lahko,
naprej pač velike izpuste, zato ker si jih lahko prvošijo, revnejši bodo pa še bolj nasankali. Skratka, ta pravičnost zelenega prehoda je tukaj ključna tema in če bojo oblasti to uspele narediti, mora to tudi zelo na glas povedati, potem bodo tudi ljudje to sprejeli. Zato ker mislim, da si vsak želi čist zrak, čisto vodo, stabilno podnebje, nihče si ne želi živeti v tem strahu. Ravno kar smo zdaj izvedeli z Niko, da pač naša kolegica, ki je bila v času poplav, in je bila tista sirena, da se še danes zbuja vsako noč ob isti uri, zato ker je to travma in ona je bila še ena izmed, je še dobro skozi prišla, niso zgubili hiše in recimo je pač odrasla ženska, medtem ko to so velike travme in to je bil eden izmed teh dogodkov. In dogodek ni bil presenečenje. Znanost je to napovedala in po takih poplavah pridejo nove poplave. Nočem zdaj, kako bi rekla, mislim, pač jaz tako odstrnam, razgalam pač to, kar je, ampak to ne more biti brca v rit. Zato, da realističen pogled. Ja, in to ne more biti brca v rit, da gremo z megafonom naokrog. Zadnje volitve smo med 29% volilno udeležbo v Sloveniji. To je ena izmed najslabših. In zelo pomembno je, koga pošljemo v Bruselj. In konec koncev imamo preferenčni glas in zelo jasno je, kaj bodo te ljudje zagovarjali. Zato, ker večina veliko, ki jih kandidira, so že zdaj tam ali pa so že nekako politiki in točno vemo, kaj bo. Tako da moramo pač res o tem na glas govoriti in spodbujati ljudi, da se udeležijo volitev. Pa mogoče bi sem še dodala, ko si ravno kmete omenjala, jaz se res največ s to temo ukvarjam, temo sistema oskrbe s hrano. In dejansko kmetje, en problem je tudi evropska politika, skupna kmetijska politika, to je največji del evropskega budžeta, govorimo o skoraj 400 milijardah. Za 4 leta Slovenija dobi 1,8 milijarde. To so ogromni denarji. In tudi bolje vprašanje, kdo ta denar dobi. Če se pogleda na EU ravni, 80% tega denarja dobi 20% kmetov. Torej, to niso neki majhni kmetje, ampak to so res ti konglomerati skoraj da. In je tudi tukaj pomembno vprašanje. To se na EU ravni odloča, koliko denarja bo šlo za to in tudi kako se bo ta denar nazadnje razdeljeval. Seveda je tudi potem na nacionalni ravni pomembno, pa vendar, zaradi tega je tudi pomembno z tega vidika, ker so ti sistemi, ki so tudi kmetje vkalupali v to traso trenutno in je težko, mislim, iz tega priti ven, ampak še zmeraj ni prepozno. Pač rabimo boljše politike, to je dejstvo. In ja, pač najmanj, kar lahko naredimo, gremo potem na volitve tudi, in izberemo te predstavnike, za katere smo mnenja, da bodo potem take boljše politike lahko spodbujali, zagovarjali. Tako bom rekla, je pa res veliko pritiskov z interesnih skupin in vsega možnega, ampak vendar, to je tudi tako neki. Je trenutno europoslanec slovenski, ki sedi, ki naj bi najbolj kmete zagovarjal. Je človek, ki je imel daleč največ lobističnih stikov z multinacionalkami, je človek, ki konstantno glasuje proti kakršnim koli bolj okoljskim ukrepom in za velike kmetije, podporo velikim samo, ne pa majhnim, praktično nič od tega, kar v Sloveniji imamo. Pa tudi človek je 20 let delal za fitofarmacevtsko podjetje. Slabo se nam, oziroma zdaj se izteka in priložnost spet. Tako je, to je priložnost. Torej, to je priložnost v bistvu tako. In je dejansko odgovornost od vseh nas, da gremo na te volitve, če imamo možnost, seveda, in jo imamo, tako da pač pejmo. Ampak pri vsem tem je najbolj pa tudi zelo pomemben vidik nekega opismenjevanja. Morda čist, če gremo spet nazaj zelo na lokalno, opismenjevanje občanov, recimo, že tukaj, zato da sploh recimo znajo razpoznati, ločiti seme od plevela in morda tukaj eno vprašanje v smislu, mislim, morda imate kakšno akcijo vi v tem smislu, v mislih tudi? Mislim, mi veliko, kljub temu, da je ta sistemski, zagovorniški del naša ključna dejavnost, veliko časa tudi posvetimo izobraževanjem, ozaveščanjem in temu, zato ker se nam zdi, da se to nekako sklapla smiselno. Veliko recimo izobražujemo učitelje, ni nas veliko, tako da ne moramo iti v vse šole, si mislimo, da če več učiteljev izobrazimo o teh temah, bo lažje prišlo do več mladih. Ali pa direktno, včasih gremo tudi v razrede in tako, kar nam pač kapacitete dopuščajo. Ampak ja, ta
to opismenjevanje in razumevanje tega je pomembno. Ne. Moramo se zavedati, da je tudi to razmerje moči tukaj zelo, kako bi rekla, nepravično. Mehne nevladne organizacije opismenjujemo o tem oziroma pač govorimo o teh družbeno pomembnih zadevah. Na drugi strani imamo pa enega mastodonta, kaj pa smo imeno multinacionalko, kot je bila takrat Magna, ne vem, če se spomnite te slavne zgodbe. Mi smo bili pa ena mala monotera in potem je bila Magna s podporo vlade in skratka GZS in vsega in medijev že v končni fazi in to razmere moči je bilo čist nemogoče. In to se ponavadi pokaže. Na koncu je to zelo pomembno. Zato seveda bi bilo najbolj optimalno, da bi čim več ljudi dosegali in da bi nekako, kako bi rekla, čim več množice tudi imeli kot podpornike, pa ne organizacijam, ampak temi, vsebini. Jaz mislim, da organizacije nikoli ne smemo obstajati samo zato, da organizacije obstajajo, ampak samo zgolj zaradi svojega poslanstva. Skratka, tema je važna, kar hočemo v družbi spremeniti, je pomembno, ne pa pač obstoj kot tak. Večinoma je pa seveda to predpogoj. Da lahko sploh. Ja, in dejansko se dogaja v tujini, pa se tudi pri nas, ampak sploh v državah globalnega juga. Okoljski aktivisti so zdaj pravzaprav več ali manj postali sovražnik številka 1. Mislim, da jih zdaj celo več ubijajo kot novinarjev, zato ker ko enkrat gre pač ta brutalnost izkoriščanja že v te meje, potem pride do konflikta seveda. In ko ti enkrat izkoristiš ljudi do konca, okolje do konca, je samo še bitka proti dnu. In res je tukaj oranka, kako bi rekla, boj. Večina ljudi se pač omakne, ker se ne morejo proti temu boriti, ampak to pač pridejo v neko pač lokalno okolje in evo, naša voda, zato da bomo, kaj pa smo jim delali Coca-Colo, lokalci nimajo pitne vode. In to so pač čisto preživetvene stvari. Tako da aktivisti, ki se temu uprejo, so na mnogih koncih sveta dejansko eliminirani. Pri nas se to dogaja seveda na precej bolj prefinjen način, ampak v resnici, če ti vse svoje mišice napneš in organizacijo, pravzaprav, kar se je recimo nam zgodilo z Magno, to so bile dobesedno laži plasirane v medijih, kar naenkrat na medijski prostor ni bil več dostopen, čeprav smo prej vedno imeli dostop do tega, dobivali smo grožnje, ljudi so nahujskali z lažmi proti nam, skratka, cel diapazon so uporabili za to, da bi pač nas odstranili, jasno pa seveda razumemo, da niti približno ni tako, kar ne vem, v Braziliji, ki se je okoljski aktiviste pač dejansko eliminira, ampak to je princip je pa podoben. Utišati glasove v bistvu, kakorkoli obrneš. Pač, da samo da oni grejo s svojim tankom naprej. Ja. V bistvu je kar tako zelo, mislim, takšen pogled, kot nek boj z mlini na veter, v bistvu, da se bojuješ tam pa neka, v bistvu, ki imajo sredstva za komunikacijo prek najrazličnejših komunikacijskih kanalov, do katerih kot organizacija, ki pač nima toliko sredstev, nimaš sploh dostopa, tako da je kar ampak vse nevladniki neki, smo uspeli in tudi na drugih področjih. Zdaj jaz lahko mi dve tukaj govoriva, pa nama ni treba razlagati, zakaj pride do podnebnih sprememb in kako, kakšno naše delovanje prispeva k temu. 10 let nazaj je bilo treba, in tudi ni bilo nobenih politik takrat, ki bi podpirali zeleni prehod. Danes so, tako da je fajn tudi to videti, v smislu, ampak mislim, res je to, kar je bilo na začetku rečen, sploh na področju okolja in podnebja je tako res to tek na dolge proge. In tukaj rabimo pač veliko mero vztrajnosti. Ja. Vsekakor, predvsem vztrajnosti. Pa v bistvu povezovanja, zato se pravno povezujemo onkraj našega mehurčka, če temu tako rečem. Zato je toliko pomembno, tudi tako, da gremo pač izven Ljubljane, če ne drugega. Tako pač, ker se izkaže, da pač so mišljeniki, so povsod, nekako vse se za iste stvari vsi borimo, vsi hočemo živeti v boljšem svetu, nazadnje, bolj trajnostnem, in hočeš vedeti, da recimo kar ješ, da ni bilo pač okolje uničeno, da ni bilo otroško delo in vse to, pač to mi vsi isto želimo.
Tako da včasih je samo kakšen problem komunikacije, ki je. Ja, in dejansko dostikrat dobimo od novinarjev vprašanje, torej kaj mora človek narediti zaradi zmanjšanja ogljičnega odtisa, ne? To je tako najbolj tipično vprašanje. In hočejo slišati, ja, treba je manj leteti, pa manj mesa pojesti, pa manj se z avtom voziti, kar je vse res, ne me narobe razumeti, ampak naš ključen odgovor je pa, morajo biti aktivni državljani, morajo to zahtevati sistemske spremembe, to je naša največja pač moč in kot posamezniki niso samo posamezniki, so učiteljice, so predsednice vlade, so marsikaj, ne, in tisto moč ne izkoristijo, to je vedno, ne, ta aktivno državljanstvo kot pač ključni postulat. Tako da, ja, vsi si to želimo, ampak se mi zdi, da res smo se malo spavali kot družba, ne. Z veseljem se pač, ne vem, sedejo ljudje na internet in šopingirajo in so otopeli od tega, ampak jaz mislim, da te isti ljudje, če jih vprašaš, imajo pa te osnovne vrednote, a ne, čista voda, zrak in podobno, pa tukaj se pa najdemo. Ja. In to se je recimo zelo lepo pokazalo po referendumu za vodo. Ja, tako. Ja. Tam smo se tudi pridružili in je bilo pač taka res lepa civilno-družbena akcija. Je bil seveda nek trenutek časa, ki ga ne smemo spregledati, tak isti referendum se ne bi zgodil ne pod drugo vlado. Ampak vseeno, toliko ljudi, tudi tipičnih volivcev, vladnih strank takratnih, so glasovali proti temu. Skratka, kampanja je bila super, predvsem je povezala zelo veliko ljudi in jaz mislim, da tukaj je ravno to, moč civilne družbe, če se združi in v bistvu moč civilne družbe, ki je kar naenkrat nihče ni mogel več ustaviti. Skratka, oni niso mogli. Tukaj se je prvič, ne vem, bi rekla tako nekako prelomili v tem, da nič več ni pomagalo. Niso niti mogli več medijev, nič, kar naenkrat nič. Tako da to je bilo kar kul. Ta je bilo tudi vsem, se mi zdi, neko takšno upanje dalo, pa tudi to, da imamo moč, da dejansko lahko vplivamo. Zelo pomemben dogodek v resnici, za nazaj, za naprej. To je en zakon in en člen enega zakona. In spotoma se je pa še ne vem koliko zakonov sprejel, ker tudi niso bili v redu in tako naprej. Ne da bi zmanjševala, tako ta cela kampanja je bila super pomembna, ampak v resnici ne more to funkcionirati na tem, da bo civilna družba ves čas za en posamezni zakon podpise zbirala po več mesecev. Skratka, to je super institut, ki obstaja za angažma civilne družbe, ampak to ne more biti edini način, da bodo dobre stvari skozi prišle. Oblast mora pač dobre stvari početi in prisiliti jo moramo. Ne pa pač samo onih par členov, ki jih bomo uspeli z večmesečnim izčrpavanjem, ne vem koliko ljudi, ne more to tako biti. Tako da res moramo pač poskrbeti, da bo tukaj štimalo. Ne samo, da bo korektivo, civilna družba. Točno tako, jaz bi morda zdaj v enem takšnem lokalnem projektu, koroškem projektu, z vidika tega nekega opolnomočenja, čisto na lokalni ravni opolnomočenja občanov, pojavlja se tule iniciativa, torej Koroška demokratična postaja, in v okviru tega projekta se je zaznalo potrebo po tem, da bi se v našem lokalnem okolju vzpostavil nek tak konstantni javni servis, ki bi ponujal aktivnosti, ki prispevajo k opolnomočenju občana v takšnem najširšem smislu, naprimer od približevanja aktualnih družbeno-političnih tem, recimo prek pogovora, preko različnih kanalov, do pomoči pri individualnih stiskah v soočanju s včasih povsem osnovnimi, za koga celo banalnimi birokratskimi zadevami, ki pa nekoga recimo čist lahko odreže stran od tega, da bi se lahko kakorkoli sploh udejstvoval. Torej, želi se vzpostaviti neko takšno točko, javni servis za opismenjevanje občanov, z namenom, da bi lahko ti udejanjili oziroma pač realizirali to svojo vlogo aktivnih državljanov. Torej, RAUM-AV si prizadeva, da bi takšne točke opolnomočenja postale del nacionalne izobraževalne infrastrukture, da bi se na primer takšna mreža vzpostavila takšnih točk, kot je na primer mreža kulturnih domov, da bi bile pač po celi Sloveniji locirane. In sicer je nastala ta ideja na podlagi dejstva, da je Slovenija mlada država z vidika zahodnih držav,
oziroma mlada demokracija, ter da je zaradi tega tudi v politični kulturi naroda posledično manjko poglobljenih demokratičnih vrednot, ni te poglobljene demokratične zavesti in tudi ni nekih takšnih konsolidiranih demokratičnih struktur in mehanizmov, nimamo te tradicije. Ne? In zaradi tega je velikokrat demokracija le nek koncept, ki v praksi ne more priti do tiste resnične realizacije njenega bistva. Ne? Z vajnega vidika, kako ocenjujete to idejo, da bi na primer imela vsaka občina javni servis, točko, ki bi služila razvoju demokratične politične kulture? In našteli ste že veliko nekaj takšnih projektov, ampak a sta morda ravno kaj v tej smeri, da bi naleteli na kaj podobnega, morda kakšne izkušnje z tega, da bi kaj takega že kje obstajalo? Mislim, nekaj ste že našteli teh načinov, ne, tudi vaših. Kaj mislite o takšni ideji? Ideja smo se v bistvu malo prej že pogovarjali o tem, da se nam zdi vsekakor super. Mi smo edino v Sloveniji koliko 212 občin, tako da mogoče ne rabi čisto vsako občino, no. Se da združevati, ne. Tako da... Ja, mogoče jaz razumem, a ne, da, ne vem, pač, da to ni isto aktivno državljanstvo kot recimo, ne vem, te opismenjevanje v državljanstvo, kako je že v šolah, nek predmet, skratka. Državljansko vzgojo. Ja, mislim, skratka, ne, jaz vidim pač aktivno državljanstvo, da razumeš procese, možnosti vplivanja, možnosti participacije, skratka, da se to vzgaja vse čas na dolgi rok, ker mislim, da participacija je nekaj, kar se mora vse čas vzgajati. To ni nekaj, kar enkrat pocepaš in je pol to. Skratka, ne pa, da razumemo, kaj so zdaj neke državljanske, kaj bi jaz rekla, ne vem, simboli, pa te zadeve. Jaz vidim to bolj v tem participativnem smislu in to se mi zdi zelo smiselno. Obenem se mi zdi pa tudi zelo pomembno, kakšen je pa zgled, ne? Ker zdaj to, kar prevzemamo, kakor da je naša demokracija v naši državi, je pa perfektna in potem zdaj bomo mi ljudi opismenjevali, kako naj zdaj pač taka demokracija bo. Ni perfektna, daleč od tega, ne? In lahko je to pač zdaj trenutno nek sistem, ki smo pač ugotovili, oziroma ki ga pač zdaj imamo, ne? In z vsemi temi napakami, te vse napake moramo odpraviti. Kar pomeni, da bi jaz si mislila, da to opismenjevanje o tem bi tudi te stvari naslavljalo in naslavljalo načine, kako jih lahko odpravimo. No? Skratka, ker demokracija je lahko tudi včasih samo navidezna demokracija, da omogoča kao neke poti vplivanja, pravzaprav jih pa ni. Recimo, nekaj je omenjala resolucija o normativni dejavnosti, ampak se teh primerov je ogromno. To je samo eden izmed, ja. Ampak ta primera, ne, je lep, ker tudi, če je javno obravnava, pa če že glih ni skrajšana, ne, to večinoma tako zgleda, da ti daš pripombe, potem pa dostikrat niti jih sam pač ne upoštevajo, pa se pa nekaj zgodi tam vmes, potem pride pa malo drugačen dokument, ker nisi ti tacga niti komentiral, a ne. Skratka, to absolutno ni demokracija, če tudi bi oni odklukali resolucijo o normativni dejavnosti. No? To hočem reči, da če resnično ne, bi pač demokracija hotela biti demokratična, bi to pomenilo, da hočemo požeti vse znanje in odzive v najbolj zgodni fazi in narediti nekaj najboljšega, kar je pač za družbo. Ne pa za pač posamezne interese. Ne? Tukaj, to je takoj vedno za posamezne interese versus za splošno, a ne, ali pa javno. In tukaj tudi v kontekstu podnebja, no, če se še mogoče malo na našo vsebino, zdaj, ne, šele tudi dajemo veliko mi, zdaj vam podatkov, ker jih še ni veliko, ampak prav podnebna neenakost, a ne, prav tisti, a ne, bogatejši razred ima zelo veliko več emisij kot ekonomsko revnejši razred in mi enostavno kar to dajemo v isti koš. Skratka, podnebne spremembe so v biti zelo neenake in zelo nepravične in moramo vse te razlike poznati, zato da rešitve naredimo pravične. Ne pa da samo rečemo, Kitajska ima zdaj velike emisije. Kitajska ima by the way nižje emisije na prebivalce kot Slovenija. Ali pa tam so zdaj. Plus, da veliko večino njihovih emisij je zato, da delajo izdelke za nas, kaj kupujemo. Ampak ja, seveda pa emisije tam naraščajo. Skratka, te kontekste je treba poznati in že ko govorimo o državah ali pa povprečnem ogljičnem odtisu, je pa potem še tak, je zelo močan, je pa bogatstvo, ne, ekonomski razred,
ki pa močno definira in socialni vidik, in podnebni vidik, okoljski in tako naprej. O tem bomo tudi mogli enkrat bolj odkrito spregovoriti. V bistvu zelo malo z vidika prilagajanja na podnebne spremembe. Ja. Tako, pač, kdo si lahko prvo? Zdaj en primer, tako, sicer je že precej let nazaj, 19, mislim, so bili požari v Kaliforniji, to ne bom pozabila, in potem je tam vse pogorelo, ampak Kanye West pa Kim Kardashian, mislim, da sta pol zasebne gasilce najela, da so njuno vilo rešili, tako vse okoli pogorelo, njuna vila pa ne. In to je ta neenakost. Torej, kdo na koncu nastrada zares, ne tisti, ki, mislim, ok, teh primerov so bile tam vile, no? Ampak tako, tisti, ki so najmanj odgovorni, največ nastradajo na koncu, ne moramo si vsi zasebnih gasilcev privoščiti, ne? Ja. In seveda mi imamo vsaj hiše, ki so zgrajene iz nečesa, medtem ko, ne vem, veliko vasi v Ugandi pa nima in spet, ne, z vidika prilagajanja oziroma kdo najbolj nastanka, ista zgodba. Tako da to je zelo, zelo povezano, ne. Vse neenakosti, socialne neenakosti so zelo povezane tudi pač s tem, kako je treba naslavljati podnebno krizo. In potem spet pridemo do sistemskega okolja. Voilà. In zato je pomembno na volitve. Ja, v bistvu spet smo pač potem pri teh nekaj, kako v bistvu ljudi sploh, v bistvu da vejo, o čem glasujejo, potem tudi in veliko dela nas vse čaka pri tem, ampak mislim, ja, da vseeno gremo vsi pač v neko pravo smer, neka ta, recimo, saj vi oziroma tudi mi izbrani, oziroma neka civilna družba, se tudi že temu referendumu o vodi, mislim, da se zavedamo, no? Ampak sami še veliko dela potrebno na tej poti. Jaz bi vas morda vprašala še take čisto drugačne, sistemske, zakonske, kar nas tukaj zanima. Namreč, ali je prednost, da ste pri teh akcijah, ki ste jih opisali, da ste pri teh akcijah nevladna organizacija? A ste kdaj razmišljali o tem, da bi prišli na kakšno drugo organizacijsko raven, da bi morda imeli več vpliva, ali je to pač res optimalna pozicija za vas, biti nevladna organizacija? Ja, mislim, optimalna. Iz katerega vidika, ne? Če rečemo iz vidika delovnih pogojev, mogoče ne. Ampak jaz mislim, da ni stvar o tem. Ja, mislim dejansko, ne, kakor močna civilna družba se mi zdi, da tudi mora obstajati. In nekdo mora biti ta močna civilna družba. Nam se je recimo zdaj po to vlado zgodil, pa ne rečem pač tako v smislu nam osebno, ampak veliko, ali pa kar nekaj, no, nevladnikov je šlo v vladne sobane. In potem sem jaz rekla, ok, fajn, ne, pa bojo lahko pač nekaj spremenili, tudi iz druge strani. Po drugi strani sem rekla, ampak po drugi strani pa je nevladna sfera precej revnejša zdaj za določene strokovnjake, ne, in je to tudi eden izmed načinov, kako oslabiti močno civilno družbo, zato ker jih lahko tam hitro tudi, kaj pa je svem uradništvo, birokracija požre, sploh če nimajo možnosti dovoljšnega vplivanja. In mislim, če je optimalna, ne vem, zato ker absolutno nimamo dovolj vpliva, ker če ne bi bili že trajnostna družba, ne? Ampak tako, definitivno ne razmišljam o tem, recimo, da bi bili stranka ali pa tako, to se mi zdi, da ne. Je pa v bistvu to, ne, velikokrat se reče, a je kdo političen ali ni političen. Jaz mislim, da vsak, ki razmišlja o družbi in o funkcioniranju družbe in razvoju, to je že vse politično. Politično je vprašanje, a bomo midve z Niko lahko danes prišli do sem z vlakom ali ne. To je politično vprašanje. Cena kruha je politično. Točno to. In to je napačno, ne, jaz pa nisem političen, jaz nisem strankarski. To pa nisem, politični smo pa mi zelo. Sej večino stvari, ki počnemo, hočemo vplivati na politike, da bojo bolj pravične pa zelene, ne. In tudi kot posamezniki, jaz si upam trditi, da ste vi vsi politični, tako vsaj delno, ne, tem razmišljate, vas to zanima, skratka, želite prispevati temu. To je politično. In malo se je vmes umazal ta izraz, ne. Pa v bistvu se mi zdi, da mu moramo vrniti malo spet svoj pomen. Predvsem tudi nekako pomen
mislim, to poslanstvo oziroma vsaj neko, kar je tudi zdaj namen teh pogovorov, jasno podobo, kaj nevladne organizacije dejansko počnejo in kaj je njihov namen v naši družbi, ker se je to v zadnjih, mislim, ne toliko zdaj, ampak prejšnjih nekih obdobjih bilo veliko neke negativne promocije v smislu tega, da nevladne organizacije, da se ne ve, zakaj v bistvu jemljajo denar iz javnega proračuna, da bi ga lahko pač smiselno opravili, da v bistvu imamo tukaj druge državne organe, ki bi lahko to delo opravljali in pa se vama res zdi, da bi lahko državni organi opravili delo na vašem področju in po drugi strani, zakaj je tako pomembna tema, recimo okolje, tema podnebnih sprememb, v tako velikem delu prepuščena samoiniciativnost in samoorganiziranosti civilne družbe. Se vama zdi, da je tudi, kako Humanitera to temo naslavlja in zakaj ne more na tak isti način naslavljati nek državni organ? O pomenu, mogoče na začetku civilno-družbenih organizacij, recimo, ko so se zgodile poplave. Vse so bile večinoma civilno-družbene organizacije tiste, ki so pač največ naredile na terenu. Tako da, ampak se v bistvu o tem smo tudi že prej malo govorili, smo govorili. Ja, mislim, pač nevladne organizacije načeloma neko vrzel zapolnjujejo, oziroma so v našem primeru si želijo biti trendsetter, skratka potiskati stvari hitreje v pravo smer, bom rekla. Ne? In ko smo pri financiranju, smo glih okoljske organizacije mogoče najmanj vredne tega vprašanja, zato ker od vsega budžeta, ki ga nevladne organizacije v Sloveniji dobijo, od ministrstva, od vsega, koliko mislite, da dobijo okoljske organizacije? Nekaj rečete. 20%? Tako nekako bi človek rekel, ne? Je pomembna tema, področje je pomembno, konec koncev preživetje. Ja, manj kot 1%. Ja. Tako da, to je čisto normalen odgovor, tudi ko rečeš ministru, koliko mislite, bo nekaj tako rekel, ampak manj kot 1%. Tako da, jaz mislim, da javno financiranje na splošno, zdaj, če ne govorimo o okoljskih, mora iti za nekaj, kar se zdi družbi pomembno, kar je družbeno pomembno. In če pač se nam zdi, da je ne vem, delo z učitelji na temo podnebnih sprememb pomembno, pol je to, kot družba. In tukaj, ne glede na to, kjera vlada je, mislim, skoraj ni razlike, mi smo zdaj recimo po 5 letih dobili razpis za projekte. Skratka, to ni zdaj nekaj, da se pasemo na javnem denarju daleč od tega, statistike tako kažejo, ampak očitno smo neki ful vzdržljivi, zato ker še zmeraj kar obstajamo. In kaj bi šele bilo, če bi bila okoljska scena nevladna bolj podprta? V smislu, koliko več ljudi bi razumeli podnebne spremembe, koliko več ljudi bi znali bolj trajnostno se obnašati, koliko več ljudi bi zahtevali sistemske spremembe za to. In to bi pa bil lahko res en lep preporod. Tukaj se mi zdi, da naša družba vse diha bolj, recimo športne organizacije, socialne, ta 1% dohodnine, ki ste omenjali. Tukaj okoljske skoraj nič ne dobimo, ker tradicionalno je donacije v Sloveniji so bolj v socialno sfero usmerjene in je tudi nekaj, kar je bolj oprijemljivo, kot to, kar mi počnemo. Težko je predstavljati toplogredne pline. Ja, pa podnebni zakon, pa vse to. To ni tako enostavno kot, ne vem, toliko in toliko, kaj pa vem, otrokom smo pomagali dati. Zelo pomembni programi, absolutno. In to je v bistvu potem skozi ta težava, da ljudje potem se težje navežejo na neke oprijemljive rezultate. Ampak če konec koncev rečemo, ja, kaj pa je zaradi referenduma, ki se je civilna družba aktivirala, ne bomo imeli pozidanih pač na breži, pa bo pitna voda pač bolj ohranjena. To je pa že nekaj, kar ljudje lažje razumejo. Tako da mislim, da se moramo mi malo bolj naučiti komunicirati, verjetno. Oziroma s časoma in po korakih, ne? Tukaj pa ne, to je pa zdaj ta fora, ker točno pri podnebnih spremembah je bilo, ja, vsak majhen korak šteje, pa to je bilo 20 let nazaj primerno. Ne, zdaj pa sam še veliki koraki štejejo. Majhni koraki, pozabite neke ločevanje odpadkov, ne vem kaj, veliki koraki štejejo. To je edino, kar nam bo pomagalo. In to tudi z Niko gre velikokrat po šolah
in se začnemo v teh majhnih podrobnostih, celo energijo svojega dne lahko porabimo za majhne stvari in potem pademo v posli vsi utrujeni, ker smo hodili s svojo šalčko okrog in vse smo naredili prav, ogljični vtis se pa ni zmanjšal. Ne? Pa še veš, če se slabo počutiš. Točno to, skozi se ta še guilt trip. Tako. Ne, velike stvari moramo narediti. Tako mi, a ne v vseh posameznikovih vlogah, isto mora država pač narediti velike stvari. Pač vse one majhne, ko se reče tista low hanging fruits, ne, nizko ležeča jabolka smo že pobrali. Tako da pač ta resnost podnebne krize je tako velika, tako dobesedno govorimo o tem in to je znanost govori, a ne, da imamo 10 let, da ta trend obrnemo in da ratamo ogljično nevtralna družba, dobrih 10 let. To ni v daljni prihodnosti, to dobesedno bi mogli zdaj, a ne, praktično, plastično povedano, vsako leto do leta 2050 rabimo tako znižanje emisij, kot smo ga imeli v COVID-u. Ne, to se pravi, niso majhni koraki, niso kozmetične spremembe. In ful smo kritični, a ne, do teh kampanj, ki je vsak majhen korak šteje, ker nas res ne bojo več nikamor pripeljali. Pa tudi mogoče ponovadi se o tem pogovarjamo, da ne rešujemo, zmeraj reši planeta, ne, da jo, ne vem, ne slamce vzeti, pa boš rešil planet, pa se planet bo tle. Se bil že prej tle, nas ne bo, a ne. So to te podobe Černobila, ne? Ja. Čisto poraščene džungle tam. Pač sicer človek ne sme iti tja, ne? Človeka tam ni, ampak narava je preživela in bo preživela, ne? V bistvu rešujemo sebe. Ali bi še karkoli dodali temu pogovoru? Ker smo prišli do konca vprašanj, namreč. Mogoče bi samo še malo na koncu, ko si že govorila ravno o tem reševanju podnebne krize, ampak to, da gre to res z roko v roki z naslavljanjem družbenih razlik. Tako da dejansko, ko govorimo o bolj podnebno nevtralni družbi, govorimo o družbi, kjer je dejansko neko boljše, dostojnejše življenje omogočeno vsem. Tako da to je en tak pomemben vidik, res to zmanjševanje evidentno naraščajočih socialnih razlik med ljudmi. Tako že v zadnjih 10 letih se mi zdi, da se precej vidi. In to je pač dve plati istega kovanca, na zadnje. To je tudi v bistvu ta poanta trajnostnega razvoja, oziroma dejansko ni možen, če kjerkoli na svetu obstaja krivica, ker v resnici bo tisto vpliva na to, da bo spet pač ta cikel isti naprej, da ne bo možno v bistvu trajnostna družba, da pač se obdrži na dolgi rok. Tako da v bistvu vsi smo v tem, ne samo mi, mora tudi v Afriki, tudi v Indiji. Vse povsod, ne smemo pač razvoja gledati kot nekaj linearnega oziroma tacga, da samo tak razvoj, ki smo ga mi imeli, je pač ok in zdaj tako vsi hočejo po tej poti in to je to. Ne, zato ker naš razvoj ni ok, ker smo šli preko meja planetarnih in lahko pač da ne govorimo več o razvoju. Določene države preskočijo eno fazo, ki je bila pač škodljiva, ne preskočijo fosilno fazo. In skratka, zato ker se mi zdi, da smo toliko zaverovani sami vase, da pač tako, kot mi počnemo, je najboljši in najbolj prav. Pa tudi bogate države bolj financirajo, te revnejše, da lahko preskočijo določeno fazo, ne? Ja, in pravično je, da financirajo, zato ker so seveda pač same ratale bogate z ekstrahiranjem in izčrpavanjem njihovih naravnih virov, ampak ne tega ne počnejo na način, da v bistvu sebi delajo biznis. Ampak na način, da bomo, ker to je za vse boljš. Manj izpustov je to. Podnebje je pač skupni pašnik in vsake emisije, kjerkoli jih skupno zmanjšamo, smo jih skupaj zmanjšali. In to je to, ja. Ne jih financirajo, ne bo ta prehod preskok ene faze. Ja. In ravno ta zgodovinska odgovornost se mi zdi tukaj ključna. Vseeno ne moramo reči, da je afriški kontinent isto odgovoren za podnebno krizo kot evropski. Tako da tudi v tem trenutku je zelo velika razlika med kontinentoma in je res na komu je, da prevzame levji delež tega. Zgodovinsko je Afrika 3-4% vseh emisij prispevala. Cel kontinent, ne. Mene malo pozari, da se nam čas izteka. Morda še kakšna zaključna misel ali pa neke želje vaše humanitarne oziroma organizacije, kam projekcija za prihodnost, se v bistvu, če bi še kaj dodali v tem smislu.
Projekcije, ne bom šla v znanstvene projekcije podnebnih sprememb, čeprav so zelo natančne in priporočam, ker so zanimivo branje. Za vsak konc Slovenije točno vemo, kaj bo kdaj prišlo, glede na scenarij, ki ga bomo obrali. Ampak mogoče bolj v tem smislu, da... Se misli bolj v organizaciji ja, naše. mislim pač, mi bomo tukaj, pa nikamor ne gremo, pa bomo še zmer trmasti, ampak kar bi si pa res želela je pa, da bi pač se najdali med odločevalci ljudje, ki bi pač se zoperstavili tistim strukturam, ki imajo največ koristi od sedanjega sistema. Ker take bomo najbolj rabili. In dajmo jih pač kolektivno čim bolj spodbuditi to naredijo. Ker pač ta prehod iz sistema v sistem nefosilnega, iz fosilnega v nefosilni se mora zgoditi in seveda bo upor velik. In nekdo se bo mogel temu zapostaviti in odločevalci bodo tukaj ključni. Verjamem, da ti ljudje obstajajo, samo pač, ker so v manjšini in je težko, jaz pač upam, da bomo uspeli kolektivno jih prisiliti. Jih bomo mogli. Drugače smo tako zelo različne generacije, tudi v Monoteri in sem vesela pač, pa ne mislim, da je nekaj izmed mlajših, ampak še vse je neka razlika med nama. Potem imamo pa tudi starejši od mene. Se mi zdi, da tudi to, mogoče edin še kot neka želja, je, da bi bilo več vsebincev sploh obstajalo v Sloveniji, zelo malo je ljudi, ki pač strokovno znajo to, karkoli podnebne politike, praktično jih ni. Skoraj da se tega ne da doštudirati pri nas, ali je nekdo šel v tujino, pa pol pride nazaj, skratka si lahko predstavljamo, da je tega jih je malo. In tukaj pač se res potrebujejo dodatne mišice v okoljskem pač civilno-družbenem gibanju. Ampak potem imaš spet sistemsko raven, kam gre izobraževanje, torej kaj se spodbuja na sistemski ravni, kakšen je že kurikulum nazadnje, koliko se v šoli učijo o podnebnih spremembah. Glede ga je omenjalo, tudi jaz sem recimo v tujini študirala to, ker v Sloveniji tega ni bilo moč študirati takrat. In tudi zdaj, ne vem, da na fakulteti za matematiko in fiziko so neki začeli za podnebnih spremembah, ampak to je tako, zelo malo in kar pozno je že, tako da se res o tem pogovarjamo, ker bi mogel biti del pač kurikuluma v osnovni šoli že nazadnje, že v vrtcu, ker to je nekaj, čemer bojo odraščali, se že odraščajo. Točno to je, s požari na Krasu, s poplavami, To ni nekaj, kar pač nas bo pričakalo čez 30 let, ne, to je že tle. Zdaj je samo vprašanje, koliko slabo bo, ker mi še imamo moč, da ne moramo obrniti trenda, ampak lahko pa vseeno poskrbimo, da ne bo v najhujši scenarij se zgodilo, ki je, ne vem, mislim, da okoli 5 stopinj višja temperatura, kar je pa precej kritično, če vidimo, kaj že 1 stopinja naredi, Ja, točno tako, Tako da... Mislim, da bomo zdaj debato nadaljevali in da bo ta še zelo, zelo pestra, tako da ne izginiš takoj nazaj v Ljubljano. Na tem mestu bi se vama rada zahvalila iz srca, da ste prišli sem kaj na sever Slovenije za ta pogovor, informacije, da ste da ste nam osvetlile to vaše področje delovanja in hvala, da bdite na tako pomembnimi temami in da omogočate demokratičnejšo družbo s svojim delovanjem. Hvala. Hvala. Naslednjikrat nadaljujemo. Naslednji četrtek imamo že naslednje gostje tukaj iz Mirovnega inštituta, tako da se vidimo ponovno četrtek. Hvala vsem, da ste prišli.